Dragi gledalec, pozdravljen, tudi dragi poslušalec, če nas slučajno ne gledaš na YouTube kanalu. Dobrodošel v še en Asov podcast, tudi danes bodo košarkarske teme, ne bomo govorili o ligi NBA, pač pa o ligi ABA, poteka play-off, pogovarjali se bomo o sezoni dveh slovenskih predstavnikov, če bo kaj časa, bomo morda kakšno misel namenili tudi o ABA 2 ligi in čisto ob koncu se bomo spomnili, kako se je ta danes res razbohotena športna medijska krajina spreminjala skozi zadnje četrt stoletja, kolikor mi štirje, ki smo danes v studiu, približno delujemo v tem okolju. Izkušena ekipa je z nami, to ste do zdaj morda že dojeli. Z nami je Boštjan Mohar, živo Mohi. Dobar dan, lep pozdrav. Robert Kukovica, Ola Guldi. Lep pozdrav. In Gašper Bolhar, čau Gapi. Dobrodošli. Fantje, ABA liga se počasi končuje, smo v play-offu, ampak to si bomo prihranili malce za kasneje. Dajmo najprej začeti z obema slovenskima predstavnikoma, ki sta imela takšni sezoni, kot sta imela. Nekaj časa je minilo, v retrospektivi bomo pogledali, kaj se je dogajalo. Gapi, kako ti vidiš sezono obeh slovenskih predstavnikov? Lahko najprej začneš z Olimpijo. Lahko tudi s Krko začneš. Ja, jaz bi se najprej šel z konca. Davor Žbinec, njegova izjava ob koncu sezone. Meni se zdi, da je bila primerno zapisana in da se je Olimpija v vodstvu javno posula s pepelom. Upam le, da bodo z teh napak, namreč on je tudi zapisal v tej izjavi za javnost, da se bodo naučili s temi napakami, se bodo soočili z njimi in privedali naslednjo sezono na neko boljšo pot. Sezona je bila neuspešna, to je jasno. Pravzaprav niti nek ta osnovni cilj ni izpolnjen, kljub temu, da še ostaja državno prvenstvo, ampak ni primerljivo ne z ABA ligo, ne z Evropskim pokalom. Zdaj iskati razloge, mislim, da bomo še malo razširili debato, ampak v končni fazi lahko rečem, sezona ni bila dobra. Verjamem pa, da je Davor Žbinc, seveda s sugestijami verjetno tudi lastnikov in še koga drugega, spisal to, kar je spisal in da bo to Olimpija tudi udejanjila v naslednji sezoni. Skratka, da recimo 2 koraka naprej in da recimo vsaj poskušamo to, kar je bilo pri Olimpiji v Evropskem pokalu, biti recimo med 8 najboljših in nekako trkati, kandidirati, ponovno uživiti upanje, ali ta Olimpija, Cedevita Olimpija, lahko mogoče v neki srednjeročni ali pa kratkoročni prihodnosti morda, ne glede na zaprt sistem, res mogoče potrka na elitno klubsko tekmovanje tem, ker je Olimpija igrala koliko, 15 let. Zdaj, če bi vprašali slovenske navijače, ljubitelje košarke, je bila sezona katastrofična. Guldi, a misliš, da je bila sezona katastrofična? Ali se pridružuješ Gapijevemu mnenju, da je bila slaba? Nekje vmesno. Nekako vsi, ki spremljamo to Olimpijo že dolga leta, se zelo radi vračamo v tiste zlate čase, Zmaga Sagadina in zdaj... Ampak te časi so res že daleč. Ja, ampak s to združitvijo je tudi to vodstvo Cedevite nekako obljubljalo, da bo poskušalo priti v borbo za Euroligo, ampak mi vidimo, da smo zelo daleč od tega, tako da v bistvu veliko razočaranje v letošnji sezoni, nekako vsako sezono upamo, da bo Olimpija nekje, vemo, da sta pač Partizan pa Crvena zvezda že po budžetu pa po pač uspehih v zadnjem letu nedotakljivo, ampak saj nekje tukaj, da se z budučnostjo borijo nekje za 3. mesto, ampak to je, kar je bilo pa letos, pa vsako leto govorijo, da pač bo šlo na bolje, pa da se učijo iz prejšnjih napak, pa nekako ni nekega napredka. Letos smo videli tudi, da so rekli, da bojo mlade forsirali, pa smo videli, da od tega ni bilo čisto nič, malo sem pač pogledal statistiko, po 12-13 minut so igrali Radović, pa Glas, pa Ščuka, pač s takšno minutažo boš težko naredil nek napredek, tudi zgrešeni nakupi Američanov, tako da, ne vem, nekako se pojavljajo napake iz sezone v sezono, ampak se mi zdi, da glavna napaka je pa to, da praktično vsako leto zamenjajo skoraj celotno ekipo, tako pač na dolgi rok ne gre,
Jaz se spomnim, to bodimo pošteni, ne? To je ampak rekel, vsakdanja realnost večine košarkarskih klubov ampak v Evropi. vsako leto potem, ko kupuješ igralce, sej imaš premalo časa, da se pač uigrajo, ker Ti misliš, da je bil del, na katerega je športni direktor največ vplival, bil med najbolj zgrešenimi? Športni direktor, jaz mislim, ne, da pač on je tle bolj tako, da nima tako pomembne vloge, kot si nekateri mislijo, ker sem pač videl tudi, da je bilo veliko negativnih kritik na vlade Ilijevskega. Se mi zdi, da ni on ta, ki ima glavno besedo, ki določi, katere igralce se kupi. Se mi zdi, da so v zadju nekateri pač močni menedžeri, ki diktirajo marsikaj, s čemer se tudi vlado verjetno ne bi strinjal, pa tudi vprašanje zdaj, on je tle zdaj nov, ne vem zdaj, če ima on dovolj izkušenj za vse to, da se spopada, se pravim, tukaj je pač Cedevita kot glavni sponzor, skoraj da lahko rečemo, lastnik kluba je taki, ki diktira bolj kot pa športni direktor, saj jaz imam tak občutek, no, tudi vemo prej, ko je bil Sani Bečirović, je tudi pač par let je bilo tudi tako šele mogoče eno sezono, dobro, tiste je bila res mogoče srečna sezona, ki se je nekaj poklopila, ampak tako da tle so, se mi zdi, da toliko enih različnih struj pa interesov, pa preveč vseh menjav igralcev, tako da, saj ne vem, jaz bi pač po mojem mnenju dal nekem pač tem Slovencem mlajšim malo več priložnosti, pa tudi za ceno, da se kakšno leto, dve ne zgodi praktično nič, ker tudi leto smo videli, da pač mladi niso dobili priložnosti za to ekipo, ki so jo imeli, pa niso naredili nič. Ne? Slabi nakupi tujcev, vse to je težko zadeti, pa tudi dobiti neko kemijo v tako kratkem času. Tako da tle so se pač pojavljale ene in iste zgodbe iz sezone v sezono, ampak tle se bodo enkrat mogli odločiti. Res, da zdaj govorijo, da so dobili nekega novega, bogatega sponzorja, da bo pač več denarja prišlo. To so zdaj že misli za prihodnost. Ja, ampak še vedno pač je potrebno imeti neke svoje domače igralce, ki jih pač se ljudje poistovetijo z njimi, pa jih hodijo gledati. Ker to, da neke Američane, ker imaš ti, ne vem, celo peterko samo enih temnopoltih igralcev, ki bojo naslednje leto pač čisto eni drugi, ne, to se mi zdi, da ne privablja gledalce v stolčice. To je tako vemo, ja. Veš, kaj je tudi smiselno, ne? Kakšen player je Cedevita Olimpija v tem trenutku na evropskem tržišču? Zagotovo imajo evroligaši večjo prednost, prvič imajo uspehe, drugič imajo 20-30 milijonske budžete in od teh vseh visokoplačilnih igralcev. Olimpija se verjetno po budžetu nikoli ne bo mogla primerjati s Panathinaikosom in ostalimi velikani. Lahko pa definitivno se Olimpija, mislim, obstaja tržišče igralcev, ki so primerni, da pridajo v Ljubljano. Jaz bi rekel tako, se pravi, odkar je prišlo do združitve Olimpije pa Cedevite, se pravi, koliko je to zdaj, 6 let, letos je bila 6., 5. sezona. Se mi zdi letošnja sezona katastrofa, je najslabša, ampak iz večjih vidikov, ne. Če gledamo športno, rezultata absolutno ni bilo, ne. Zdaj, razlogov za to je verjetno velik in se strinjam z Robertom, ki pravi, da tukaj športen direktor ne nosi glavne krivde za to, ne, ker se je v dobršni meri, kakor razumem, je bil glavni trener Piangiani pripeljan še kot odločitev prejšnjega vodstva, ne, se pravi Sanija Bečirovića, ne. Odnos Italijana je bil tak, da se mi zdi, da je Olimpija zgubila še tist mal podpore na začetku sezone ali pa recimo tekom sezone, dokler je on sedel, so s tem njegovim odnosom ta Pišovski, ne, in do medijev in do navijačev, ne, in te njegove izjave, da se bo dal priložnost mladim igralcem za razvoj, ne. Nič od tega nismo videli. To moramo razumeti, malo tle tudi floskule. Ampak pazi, ti igralce, kot so Glas in podobni mladeniči, ne, se mi zdi, da so bili v nekem delu sezone vrženi med leve, dobesedno, ne. Zdaj, tukaj si, tukaj imaš to minutažo, dokaž se, ne. Ni to enega konstantnega dela z razvojem, ne, da se to postopoma jih upleta v prvo ekipo, da začnejo to skozi večjo minutažo dobivati, da počasi začenjajo odgovornost prevzemati, ne. Ampak je to v nekem delu sezone, ki se zdi, da je vse v vodo padalo, ne, da ne vem, rezultata ni bilo ne na evropski fronti nobenega, ne. Tukaj ste zdaj pa teh 12-13 minut, kolikor imaš,
Dej, Bom pokaži, bom kar tako znaš. vprašal. A ste vi vsi trije pričakovali, da bojo Glas, Ščuka in Radović kot trije, ki so pač bili predstavljeni v tem projektu, dobivali zajetne minutaže od začetka sezone? Ja, po napovedih, kot so napovedovali pred začetkom sezone, je bilo to moč pričakovati. Ne? V redu, Mislim, napovedi. začenši s super pokalom, ne? Kjer je bil Ščuka MVP. Ja. Ne? Se pravi, Dobro, štart to je je bil, revijalna tekma, no, ampak nič hudega. Štart je bil Štart je bil in je soliden, nakazal, da mi lahko razmišljamo v tej smeri, ki si ti Dobro, vprašal. pa to je vzor cene tekme. Ne? Ja. Dejstvo Se pravi, je, da so vsi štart. trije, Radović je do neke mere bil dokazan, realno Glas je prišel v Obradovićev kader, ampak je tudi hitro postalo Ja, je jasno, da hitro pač šel tam ne ven, bo. Ne. ne, Čim iz so, njega, ja. čim so ambicije Partizana se dvignile, je bilo jasno, da Glas ne bo ostal v rotaciji. Zdaj, nočem biti apologetski, ne, sam večkrat poslušam in poslušamo te zgodbe o mladih in redko se te najave uresničijo. Ne. Olimpija se bo mogla odločiti, po mojem mnenju, kaj sploh bi v štartu rada. A bo to ekipa, ki bo gradila na mladih Se pravi, a košarkarjih? dopuščate možnost, da je Pjaničanijev strokovni štab relativno hiter dojel, da z uvedbo treh mladih biserov slovenske košarke lahko realno napade cilje, ki so se jih zadali? Lahko, da ne. Pred In sezono. obstaja čist dosti velika možnost, da ne. Ampak po drugi strani pa tudi ne razumem njihovih odločitev, zakaj so se pol v bistvu tako hitro odpovedali dvema domačima igralcema, ne, ki prinašata neko izkušenost, oziroma trem. Ne. Ne razumem te logike. Se pravi, po eni strani, če greš ti zavestno v gradnjo mlade ekipe, boš pač vztrajal nekaj časa s tem. Ne. Tudi za ceno tega, da bo to, ne morem reči zavožena sezona, ampak sezona, v kateri ne bo uspehov, ne? Ampak je pa naložba recimo za prihodnost. Ne? Če pa ti rečeš, ok, zdaj bom pa jaz za 3 nosilce postavil mlade košarkarje, potem pa po 2-3 Ne, to tekmah nosilci ne. pa rečeš, To oziroma nosilci ali pa da ne, jim daš ja, večjo minutažo, ok, mogoče pretiravam res. Ampak da Jaz pa bom- po 3-4 jaz bom tako rekel, tekmah no, rečeš, je ne, to pa ni to. Mene je Ščuka nekajkrat razočaral. Nekajkrat. Predvsem z neaktivnostjo pri obrambnih nalogah, z slabim vračanjem nazaj. Mislim, to so ene take moderne košarkarske postavke, prek katerih gre trener, se mi zdi težko. Ok, v redu, pa so bile poškodbe, pa so bili zlomi roke, pa je to Ja. pa že tako v neki sezoni. A se ti zdi, Guldi, da se je Klopčič te res zapletene sezone začel zapletati z nastavitvijo Pjaničanija za šefa stroke? Absolutno, ampak vse to smo videli tudi v preteklih sezonah. Tudi, ko je bil Jurica Golemac trener, smo tudi pričakovali, da bodo mladi več igrali, ampak ko Iste se je stvari lovil, smo poslušali. ampak ko se je lovil rezultat, vsak trener gleda na se, ne? Hoče rezultat in da raješ priložnost izkušenejšim, ker pač on hoče narediti rezultat, ker je velik pritisk javnosti, vsi pričakujejo. Ja. In meni je bilo tako jasno, čim je Pjaničani, ki ima nek renome, vemo, da je v Italiji par let z Sieno osvajal vse po tekočem traku, da on ne bo prišel tak trener razvijati mlade in imeti slab rezultat, ker Čeprav je bil projekt predstavljen, Predstavljen je mogoče bil ne tako, toliko ampak mlade, to je ampak bil razvoj projekta, ja. a veš, neko 3-letno periodo so si dali, ok, se jaz To jaz lahko temu- razumem, ja, zdaj, ampak ja. a imaš čas, pa a imaš pokroviteljsko podporo, da si eno tako, se pravi, ker če je to zgodba, ne, pol eno leto lahko črtaš. Ne, se strinjam, ampak jaz temu nisem verjel, zato ker je prišel tak renomiran trener. Ne? Ja. Če bi prišel en mlad trener, bi rekel, ok, ampak pol mu je pa tudi treba dati 2-3 leta možnosti, ne pa zdaj gledati mogoče par porazov. In dejansko se pri Olimpiji, ko se začnejo pač porazi, trener začne No, saj to bolj izkušene igralce noter dan in takoj so pač te mladi zgubljali svojo minutažo in tudi takrat, ko pač pride noter, ko je krivulja navzdol, je normalno, da je on še pod veliko večjim pritiskom kot Pa še sicer. poškodbe ne. so bile, ne pozabimo. Dobro, tudi to poškodbe, na začetku. sej so poškodbe so povsod. No. Zdaj, recimo, če naredimo eno primerjavo. Ne jaz sem- iščemo izgovorov, samo to, Ja, da vemo. no, ne. sej, tudi recimo pri Megi je Topič sred sezone šel v Crveno zvezdo, pa smo mislili, zdaj bo pa težka za Mego, bo padala, se je pa še dvignila. Ne? In zdaj vsi te mladi, njihovi od Đurišić, Malovec, Jelavič, to so vsi igrali po 30 minut. Ja, in bojo pogoreli na prvi resnejši uveri. Ampak so naredili napredek. Ne? So naredili napredek. Ne? Tudi, zdaj se bomo tudi Krke dotaknili, ne? Tudi v Krki
smo videli dva mlada košarkarja, kako sta pač slovenska, sta dobila priložnosti. Ampak je stvar zelo delikatna. Ne? A veš, če bi pogledal samo prvo polovico Megine sezone, bi rekel, kakšna napaka. Zbrali smo ekipo, od katerih je bilo od vsega košarkarskega kadra to se pravi en posameznik ima izkušnje z igranjem na tem nivoju, nihče drugih nima. Nima jih Plavšič, nima jih Milenovič. Đurišić jih ima. Iz lanske sezone. Kaj sem rekel? En jih ima. Ja, pa Topič, no. En. Kdo še? Ne, Topič ne. Topič je igral Srbsko ligo. Topič nima noben, Topič ima, Topič je- vse sen, tudi če sta dva. Ja. Ja, Ampak tle je dokaz, kaj hočem povedati? Bom te vprašal. Dej. Jaz se težko izognem občutku, da je bila kljub tej res na pol zavoženi sezoni, pa ne govorimo samo o rezultatih, ker nima smisla, to bi se lahko v 3 minutah, pa smo konc s to debato. Ampak meni je bila Cedevita Olimpija en korak stran od odlične sezone. Ampak to bi pomenilo eno stvar, da bi ostal Prepelič pa Matkovič. Se pravi, s tema dvema igralcema je bila Olimpija popolnoma druga ekipa. Imela je najboljšega centra, imela je najboljšega obrambnega košarkarja, imela je daleč najboljšega asistenta, ki je pač Prepeličevih številk nobenih izenačil v letošnji sezoni. A si imel ti podoben občutek? In kar naenkrat je Klemen Prepelič postal eden najboljših asistentov na stari celini. Kar jaz osebno vidim kot neverjetno transformacijo, ker je to on v zelo kratkem času. Jaz ne bom nikoli pozabil enega mladega fanta, ki je trenira košarko, ki je sedel za mojim hrbtom. Prle je vstopil v igro na koncu prve četrtine, prva njegova tekma, pozabil sem, Evropski pokal, in igral 2 minuti. In po 2 minutah mi ta mlad fant, zdaj star 18-19 let, takrat je bil pa pol leta nazaj, in mi reče, Gapi, takoj se vidi, da je nad vsemi. V 2 minutah, po 8 minuti noter v igro vstopil. Kaj hočem reči? Ena zgodba je tudi ta, da tudi takrat niso zmagovali v Evropskem pokalu. Ne? Z Matkovičem pa s Prepeličem. Ne? Zdaj seveda na dolgi rok moraš vedeti, da je to štukanje, da je to krpanje določenih lukenj. Prepelič je prišel, ker ni imel kluba, hodil je na tekme, dal so mu priložnost, da se dvigne, ampak to je vedno odprta pogodba. Ne? Se veš, vedno odprta pogodba, če boš dobil nek boljši denar, neke boljše pogoje, greš in pol je šel on v Turčijo. Karlo Matkovič se je že vedel, čim ga bo NBA telefon, na katerem piše NBA, pokličal. Ja, mislim, ne veš, ali se bo zgodilo ali ne, ampak veš pa, da ima... Bil je zbran na naboru, lahko pričakuješ klic, kadar da ima New Orleans ima to pravico in Ja. potem je zazvonil telefon in seveda, da bo šel. Ne? Zdaj, kaj, obujati spomine, kaj bi bilo, če bi tega fanta bila, ali bi mi Mego premagali, no, mislim, če. V primeru Matkoviča je tako, on je bil zgubljen, ne, pač se je tudi njegove ambicije Liga NBA, so tako kot vseh mladih igralcev, tako ko se pokaže. Ki te izberejo v drugem krogu, to ne pomeni nič. To je isto, kot Jaramas, ki je izbran, pa se kaj mi zdi pol. pa, ne, je pa to velika zapravljena priložnost Olimpije, da ga ni zadržala do konca sezone, ne. Ker Ne moreš ga Prepelič v zadržati. Turčijo ni šel za to večji moreš ga denar. zadržati. A veš, Boško, ti moraš nekaj A, govoriš o Prepeliču. Kofar Galatasaraju Govoriš o igra. Prepeliču, On je to je imel zelo zaprto- Prepeliča govorim. On Ja, ima sem mislil, da odprto govoriš za pogodbo, on Matkoviča. lahko gre sam. Ampak Druga stvar je, če ti hočem povedati podpišeš to, za celo... Prepelič v Galatasaraju ni igral za še enkrat več denarja, ampak kot bi ga 10 dobil evrov več. recimo pri Olimpiji. Ja. To se jaz strinjam s tabo. To Jaz mislim, Olimpija, da da je ne bi zamujena mogla, priložnost. ne moram reči kriminal, je pa vsekakor lep. Sam jaz mislim, da je bil Prepelič zelo nezadovoljen s ponižanjem. Sej, Ne bom, verjetno so bili vsi. Neke govorice smo slišali, zdaj čist zares ne vemo, ampak Se mi zdi, se ta kemija se je prav čutila že tudi, če si prek televizije spremljal prenose, se je videl, ne, da ni energije v ekipi, ne, da je to... se mi zdi, zakaj se o tem pogovarjamo zdaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to preprečil nek preobrat v drugi polovici sezone, kjer se ti ne more zgoditi tekma, 2 tekmi proti Megi, kjer nisi konkurenčen. Ja. Ne? Daš 98 pik na tekmi, pa je zgubiš. Ne, Pa je zgubiš. ne vem, no, mogoče se motim. No. Tukaj bi se vrnil, jaz sem Ne, v bistvu zdaj samo gibamo, ne. Pač ugibamo. Težko vemo. Jaz vidim, meni se zdi, zakaj smo tle sploh štartali, ne? Poslušam veliko komentarjev, vse je slabo, vse je grozen, vse je katastrofično. Ne? Jaz bi ipak šel, pa bi za dobro kluba in razvoja kluba za naprej definiral, če bi bil športni direktor, ne? Pač kje so točke,
kje se je zalomil. Ne? In zalamljati se je začel relativno hiter, pa se je vmes ujel nek veter, videl si, da imaš konkurenčno peterko, kjer Matkoviča noben ne more kriti, Pepeliča noben ne more kriti in si sila v Jadranski ligi in premagaš Zvezdo, premagaš Partizan, premagaš Budućnost, ne? Premagaš vse tri te glavne. Ne? Za Budućnost bi že težko rekel, da jo z njima sigurno premagaš, ampak ok, tudi če si, ne vem, četrti, prideš do... Ja, si jo enkrat premagal, govorimo, da jo potem, da si, ne vem, pred njo, ne, ampak kaj, prideš v polfinale. To je slaba uteha, zato ker Mrski zakrije. Jaz ne iščem utehe. Ampak tudi, če prideš v polfinale naprej, ne moreš, torej Euroliga je daleč stran, ne. Evropski pokal se mi zdi tak en velik črni madež. Dajmo o tem. To je v bistvu glavni črni madež letošnje sezone je ena zmaga v Evropskem pokalu. Deloma verjetno te stvari lahko razumeš do neke mere tako, ko se eno malodušje naseli v ekipo, ki ti doživiš toliko porazov. Jaz mislim, da je to... Ampak to gre šele od 8., 9., 10. tekme naprej. Oni so vseeno vsako tekmo napovedovali, da bojo zmagali, ker so si toliko želeli ene zmage, tako da jaz ne verjamem, da bi oni pol rekli, zdaj smo jih pa že toliko izgubili, saj gremo pač toliko, da odigramo. Saj se je videla ta neka nova energija, recimo s prihodom Prepeliča se je videlo, da je Olimpija malo drugače zadihala, se mi zdi, ali se vsaj meni zdi, ne vem, ampak bilo je nekaj nesrečnih porazov, recimo v končnici na koš, na dve posesti. Jaz tudi mislim, da do tistega trenutka Kops ni funkcioniral kot organizator igre. Kops je bil slab, poleg tega še poškodovan na začetku sezone in je imela, mislim, zato tudi poškodbe omenjam, ker se mi zdi, da je bila na kritičnem mestu, na mestu organizatorja igre, so se lovili mesece. In potem smo poslušali Penidžanija, ki je bil folk že alergičen na te izjave, mi se še uigravamo, mi potrebujemo nekaj časa in folk si govori, novembra smo, kaj delamo. Ampak vseeno se mi zdi, da ima tle zgodba rep pa glavo. Pa da ne bomo zdaj doktorirali iz tega Gapija, ti misliš, da ob novih napovedih, ki jih je vodstvo kluba nekako dalo v javnost, še preden se je sezona zaključila, da za Vogalom obstajajo neki boljši časi? A veš, lej, fajn se je na napakah učiti, če napake ne delaš, se nikoli ne moreš naučiti, niti ne moreš napredovati na dobrih stvarih. V bistvu aj tega 3-letnega ciklusa konec. Ja, ne. Če greš prevečkrat v neke rošade, menjave, zagotovo stalnosti nimaš. In ta Olimpija, vemo, prvi trener je bil Rimac, pa potem Golemac, pa Pjaničani, pa vmes je Andreja vodil, ne vem, 2 tekmi, pa Zoran Martič, absolutno ta številka prevelika. Zdaj še enkrat lahko ponavljam, koliko je Olimpija kot klub močan player na evropskem tržišču, seveda to je tudi malo delikatno, zagotovo ni med 20 klubi, ki imajo prioriteto pri kupovanju igralcev. Zdaj, kakšen scouting fantje delajo zadnji, jaz ne vem, nimam teh informacij. Dejstvo pa je, da če se sam na hiter vrnem v čas te zlatega obdobja Olimpije, takrat je bil scouting res hud in res dober. Ampak je bila Euroliga, ne? Euroliga, ti si imel prioriteto dobiti enega Šerunusa Jasikeviča, enega Jiržija Velša, o katerih nismo vedeli nič, ker sta prišla sem. Ja, ta gruzijski bazen je bil strašno dober, ki je sicer takrat izhajal s pomočjo tudi Rajgla in Slovana, pa ni bil sam Stepanija, jih je bilo kar nekaj. In zdaj seveda ti nisi v tej poziciji več. Dejstvo je, da menedžerske agencije prodajajo igralce tudi v zakup ostalih 2-3, ki so zadnji. Dobili boste tega za toliko, ampak morate še te 3 kupiti. In zdaj ti dobiš en balast od zadnji, ker sicer fantje znajo vprašanje, koliko so pa oni močni. Imamo igralce, ki so 1-1 strašni, recimo DJ, primer. Nimaš v igri 1-1 kaj oporekati, v igri 5-5 se mi pa zdi, da je izgubljen, da on principov, taktike, ne, mogoče ne razume, mogoče jih pa noče razumeti. Absolutno, pri Američanih je še to 100-krat več dokazano, da prva sezona v taktičnem smislu bolj kot ne porazna, redki so tisti, ki splavajo gor. Skratka, pozicija Olimpije, mesto Olimpije med se pravi, komplet evroligaško sceno, komplet sceno klubov, ki igrajo v Evropskem pokalu, potem so tukaj še močni klubi FIBA Champions League, potem so tu še nekateri močnejši po primarnem podstavku budžeta, ki sploh ne igrajo Evropo. Ti imaš zagotovo v Španiji kot najmočnejše nacionalno klubsko tekmovanje na stari celini že vrsto let, absolutno najmočnejše. Jaz sem prepričan, da tudi klubi, ki ne pridejo v Evropo, imajo budžete vse primerljive z Olimpijo.
Da ne gremo naprej. V Ligi prvakov je tako, da je 8. uvrščeni klub iz Španije premočen v bistvu za vse ostale klube iz Evrope. To so hipoteze. In zdaj, kakšna je vloga te Olimpije? Koliko Olimpije ima sploh, recimo, kad ti odpreš vrečo, pa igralci padejo, kje je šele Olimpijina roka? Verjetno pa 150 igralcev tam še lahko stegnejo, pa poskušajo nekaj dobiti. Ampak še enkrat, da damo to strategijo, ta strategija je pa zelo pomembna. Govorimo o razvoju mladih igralcev Slovenije, se spet na pretek jih nimamo, da ne bo pomote. Mi jih nimamo na pretek. Mi, če se pogovarjamo, mi imamo slovensko reprezentanco, ki je že odvisna od fantov, ki mogoče sploh Evrope ne igrajo. Da ne bomo šli zdaj v imenih, ker brez njih ne moremo, brez Alekseja Nikoliča, ki je igral v klubu, ki je prišel iz druge lige in ima super sezono, o Gregorju Hrovatu, ne vem, in še naprej igralcih, ki sploh niso, niti v Evropskem pokalu niso. Zdaj, koliko so teh mladih? Mi imamo reprezentance že dolga leta, zdaj že nekaj časa, ki igrajo v A diviziji. Zakaj jih mi ne uspemo, se pravi, Slovenija kot država, košarkarska država, lepo, mehko prenesti v člansko zgodbo? Zdaj, če govorimo o Olimpiji, Olimpija po vsej tej svoji zgodovini ni imela niti časa, niti zaradi rezultatskih ambicij, tudi če je bilo vmes 10-letno nikakršno obdobje razvijati, ker še težje razvija Partizan. Kaj pa Partizan razvijal v zadnjih 10 letih ali pa Crvena zvezda? Pustimo zdaj Topiča. Topič je zgodba, ki je prišla preko agencije, prek Mege, OKK Beograd, to je vodena zgodba in to, da je zdaj on v Zvezdi odigral, ker vse skupaj 5 tekem v letošnji sezoni, to ni zvezdin produkt, da ne bo pomote. Olimpija je malo boljši situaciji, ampak še vedno, ko si ti postaviš visoke cilje, zdaj pa mogoče bomo pa nekoč prišli do Eurolige, to je rezultatski pressure. In v tem primeru boš težko, nemogoče težko razvijal in dal nedogled priložnost mladim igralcem. Mi smo imeli te 3 igralce, o katerih smo govorili. Vsi 3 imajo, se pravi, ta v zadnji eno težavo. Rok Radović je bil poškodovan, pa ne enkrat. Lukaš Čuka eno leto ni igral. Smole tudi s tem ušesom. Pa s hrbtom tudi še prej. Lukaš Čuka eno leto ni košarke igral. Gregor Glas je pa seveda prišel z enega posebnega modela euroligaškega Partizana, kjer takrat, ki je dobil minute, je dobro odigral, če se spomnimo. Ampak v Evrokupu. In potem tudi, ko je šel, spet je agencija zadnji, moramo vedeti, ker je prišel v Olimpijo, ta ista agencija ne bo šel raje v Mornar. Kle Olimpija ni bila, ki je veliko krijo, da je šel on v Mornar. Ker tudi sodeč po teh, vidimo v teh izjavah, smo mi tako, pa mogoče ne bi kle minutaže dobil, skratka, on je bil tudi transformiran. Pa ne pozabiti, da je bila Olimpija zmenjena z Justusom Holacom in to je bila prva težava, ki se je... Vprašanje, kaj bi on naredil? Saj imeli bi 3 pleje, imeli so 2 poškodovana pleja in imaš rezigniranega prvega pleja, ki je zato pripeljan, ki je prepoznan kot velik kup nemške košarke in da ne rečem, da je bilo v bistvu, tle ti je ratal met, tle ti je ratal pripeljati enega izmed vidnih mlajših organizatorjev igre v svoj klub. Ampak ti ga ni ratal zadržati. Ampak ratal ti ga je lih za 5 minut, ker pol pač je šel, ne? Tam v njegovem primeru imam občutek, da je tudi malo glava, tam se mu je pač Euroliga se mu je pokazala malo Turčiji in je seveda glavo zgubil tako in šel. Ampak dobro, to je verjetno tudi vpliv. To je tudi tukaj bi Olimpija mogla malo... Koliko si ti veš visok? Dobro, Olimpijo je pa vemo, da je pač Tedeschi poslovnež in on pač gleda, seveda on je vložil v to, da bo tudi kaj zaslužil, zato je tudi on pustil Matkoviča sredi sezone in tako naprej, tako da, a veš, on je prišel zdaj... Se ti zdi, da je kaj zaslužil za enkrat? Ja, verjetno pri Holacu je in pri Matkoviču tudi je kaj zaslužil, ne, ostalo... No, pa tudi je zgubil, ker je bilo treba Pjaničanja izplačati in tako naprej. Dajmo zdaj to navežem sam še na tele, pač, ko smo o mladih igralcih govorili. Včasih se spomnimo, da kdorkoli v Sloveniji od mladih je kaj veljal, je šel takoj v Olimpijo. Tega v zadnjih letih pa seveda ni, ker vsi naredijo obvoz, ker se vidi, da se tukaj priložnosti ne dobiva. In pol imamo talente, kot sta brata Samar, Klaužar, samo mimo grejo, Luka Dončić samo mimo, pa direktno za Španijo. Zato, da dokler ne bojo začeli mladim dajati malo več priložnosti, mi bomo težko iz slovenskega bazena črpali
mlade, talentirane igralce, ki bodo dobili priložnost in se razvijali na tem nivoju. Lahko ga ti vzameš, pa ga posodaš v Ilirijo, samo Ilirija, to je slovenska liga, ni pritiska, ni takšen nivo, a veš, ti moraš le igrati ABA ligo in mogoče evropski pokal, ampak vsaj drugo ABA ligo, ampak z 12 minut na tekmo ne. Se spomnimo, lani je Gregor Glas dobil, je igral, ne vem koliko, 26-27 minut per Mornarju, 13 točk povprečje, prvi igralec ekipe je bil, pa je nov prišel sredi sezone. Torej je dokazal, da če dobi priložnost, če ni pritiska rezultata, da lahko fant super igra. In seveda predvsem, če ne zaradi prve napake leti nazaj na klop. Točno tako, največja težava mladih. Ne njihovih, ampak teh, ki jih vodijo. Zelo na hitro, preden zaključimo s to temo, kar moramo iti naprej. Ali pa vsak, prosim, vsak ne mi na kratko pove. Težko bo. Ali spreminjanje košarkarske realnosti glede študentske košarke v Združenih državah Amerike, kjer bojo te fantje zdaj počasi plačani in se morda ne bojo toliko množično odločali za hitre profesionalne karijere v Evropi, lahko kaj pomaga klubom ala tem našim v Sloveniji, da se malo bolj osredotočijo na to, kar imajo okoli sebe? Vse je odvisno najprej v glavi teh fantov. Zdaj bom samo par zgodbic, ki so vezane na to, koliko je študentska liga dala kakovostnih ali pa dobro na pravi poti razvojnih košarkarjev, ki so potem kle neki pomagali. Prej si omenil ti Urbana Klavžarja, recimo, ne? Urban Klavžar se je odločil za dobro pot, on je bil eden najboljših v Evropi, Jan Videk je bil najboljši v Evropi, Jan Videk je šel zdaj na nižji level igrati, sicer zgodba je zelo nezapletena, nejasna. Malo je zapletena, no. Ne, ker tam je trener hotel, on je bil kle, on je bil v Realu, on je bil kle, hočem te, potem je prišel tja in ga je posedel na klop, kot da ne obstaja še. Jaz sem imel projekcijo v glavi svoji, verjetno je on namenjen, da bo prvo leto 2 leti igral in potem bo šel na draft, ne? Ampak od tega očitno ne bo noč. Ampak kaj hočem reči? Študentska liga je že plačana, ne? Se že plačuje. Ja, z lanskim letom. Ja, z lanskim letom se že plačuje. Če ti v Sloveniji, govorim striktno za Slovenijo, ne pogovarjamo se zdaj teoretično o Zadru, Splitu ali pa Zvezdi ali pa Partizan, če ti v Sloveniji nimaš klubske podpore na najvišjem nivoju, predvsem Cedevita Olimpija, malo manj Krka, potem se pa ti, ki igrajo drugo ABA ligo, zdaj sem to Helios Šenčur, pa prejšnja leta Rogaška, če ti nimaš podpore, pa če imaš ti v teh klubih trenerje, ki jih zanima samo rezultat, da ne bo spakiral drugo leto s kufrom nekam drugam, potem ti kle nimaš kaj delati. Nimaš kaj delati tukaj. Ti je fajn, da 18-19-letnik igra vse drugo ABA ligo. Ali da igra zelo pomembno vlogo v enem od klubov, ki so takoj za temi, se pravi 5., 6. pozicija v Sloveniji. Letošnji primer LTH Kastings, recimo, ne vem, Šentjur je med 8 najboljših, da saj tukaj igra. In zdaj, če imaš ti zgodbo, ki ni vodena strani športnega direktora ali pa direktora, ker slovenski klubi, njihov ustroj vendarle ni tak, pri Olimpiji, da imajo finančnega direktorja, tehničnega direktorja, tam je ponavadi en človek, ki odloča. Govorimo od kluba od Krke navzdol. In če ta človek nima jasne vizije ali pa upa, pogumne strategije, zdaj bomo pa v naslednjih letih, tudi če pripelješ kakšnega z Olimpije, ki v prvem ni dobil pozicije v prvi članski ekipi, ti imaš zdaj recimo, jaz sem delal zaključni turnir U20, se pravi neka percepcija, pa nek vid imam verjeten največ kle noter med nami, zato ker sem bil direktno vpleten. Mi smo se sprašali, kam bojo ti 2-4-letniki šli. 2-4-letniki so 20 let stari, pa jih ni nikjer. Jih ni nikjer. Dobro to, da MVP Domen Petrović dobiva 20 minut pri Šenčurju. Super, on saj dobiva, kaj pa ostali? Ker gremo po peterka turnirja, pa še nekateri, ki so bili blizu te peterke turnirja, oni v članski košarki ne obstajajo. Da govorimo o 18, ne, to so 2-6-letniki, luštna, fletna generacija, tudi ni toliko velik problem z višino. Oni v članski kategoriji, vsi skupaj so nabrali 4 minute, malo karikiram. In prioriteta je bila mladinska liga. Se pravi, nobeden zaenkrat v Sloveniji saj ne kaže, mogoče se motim, ker mogoče po tem podcastu bom kdo rekel, ne, veš kaj, mi pa tako razmišljamo, vse so kakšne redke zime, ki poskušajo narediti z 18-letnikom, 19-letnikom ga umestiti v neko minutažo, v slovenski ligi govorim 15 minut, ampak če ti že 3 leta, od 17 leta pa do 20 leta na 15 minutah nisi statistiki, se pravi, ali ti nisi dober, ali mogoče fant niste pravega materijala. Ampak še enkrat se vrnem, teh najboljših, ki so letos na U20, oni v članski kategoriji, razen, ajde, dajmo reči, Domen Petrović, fajn igralec, 2-0-6, vse zna, kam bo šel, ne vemo. Edino on ima neko
približno vlogo pri Miljanu Pavkoviću, ostali ne obstajajo. Se pravi, kje je pol težava? Pri vodstvih klubov, pri trenerjih, ki se bojijo, da ne bojo že po 3 mesecih spakirali, pri pogumu. Same težave. Jaz mislim, da slovenska klubska košarka životarna in životari iz leta v let in krpajo te neke proračune brez prave vizije. To ni nič nobena, ni delo na dolgi rok. Ne, posledično mislim tudi, kar se tiče potem avtomatično s tem razvoja mladih igralcev. Ne. Včasih imam občutek, da mladi slovenski košarkari takoj, ko grejo ven iz slovenskega kluba, pokažejo šele zares, koliko so dobri košarkari. Nekateri, ne vsi. Ne, v primeru tega, če gre na pač v Jadransko ligo, ki je ustvarjena za to. Ja, jaz mislim, da recimo primerjene Cedevita Olimpija, ali pa recimo tudi Krka, ali pa lahko rečemo tudi mogoče še manjši klubi, da si ti mogel iti kot mlad igralec nekam drugam, pa čez 2 leti nazaj prišel, ker si tam nekaj dobrega naredil, kle pa nisi mogoče priložnosti dobil in te pol vzamejo, se ti si našem Bogu, te kot tujca vzamejo, ne? Kot nekoga, ki je šel ven, ker ni več v tem domačem logu, no, zdaj si pa dober, skratka, vsi se morajo nekje druge dokazovati. In to je največja, da bo reč, napaka ali pa celo mogoče katastrofa slovenske košarke, ker vsak išče pot, zdaj niso vsi najbolj pametni, ampak če jih je toliko teh mladih igralcev, ki iščejo drugo pot, ne preko slovenskih klubov, potem je kle nekaj narobe. Zadnje vprašanje na to temo. Če lahko vprašanje, ki si postavil. Jaz mislim, da se zdaj glede na to, da so v NCAA igralci plačani, da se kar se Slovenije tiče, da se po moje veliko ne bo spremenili, kar se slovenskih igralcev tiče, ker vsi, ki so šli tja, so šli v bistvu nabirati neko znanje, nek napredek, ne zaradi denarja, ampak so videli po izkušnjah. Jaz nisem mislil v tej smeri, da bomo mi izgubljali ljudi, ki bo že šli študentsko košarko igrati. Jaz mislim, da bo manj tujcev na voljo. Ja, to pa ja. Manj tujcev bo na voljo. Ampak jaz mislim, če si že zdaj nekje, ajde, ne bomo rekli per repu, če si Cedevita Olimpija, si gotovo pa nisi blizu, ne. Se pravi, tisti ameriški košarkari, ki so dobri in ki tisti imajo milijonske pogodbe, ne, teh. Dobro, ampak večinoma Američani, ki pridejo v Evropo, grejo po koncu študija, tako da kar se tega tiče, a veš, da ti dobiš nekega sred študija Američanov, jih ni toliko velik spet v Evropi. Nekaj večjih je bilo v zadnjih letih. Ja, ampak še vedno ponavadi imajo oni le to, da probajo le tam doštudirati, pa potem pridejo, tako da jaz mislim glede tega, da ne bo. Ampak jaz mislim, da tudi če teh Američanov bo, igrajmo se številkami, 20% manj, kot jih je bilo prejšnja leta, to še vedno ni razlog, da ti ne bi mogel imeti dovolj poguma, pa svojega igralca. Jaz ne bom nikoli pozabil, pa mu da 3-mesečno obdobje, pa mu da mogoče, ne vem, ko ti si izgubil stik z vrhom, pa rečeš, ok, zdaj bomo pa kle na sredini, se eno kjerem tekmovanju, pa mu dajmo 2 tekmi, 3 tekme, pa mu dajmo 2 tekmi domači zaport. Nikoli ne bom pozabil, eden naš trener, Jure Zdavc, ko je on odstopil, to je bila sezona 2010-2011, super sezona, razprodane Stožice, drugi del Eurolige in potem je igral finale s Partizanom, to je, velikokrat rečem, to je zelo glasni finale, ker je bilo 400 grobarjev v prvih linijah, vsi olimpijini pristaši, te glavni jači pa nik pod stropom, ampak ok, pustimo to, on je odstopil, ker mu je šlo vse na živce, situacija v košarki, pri Olimpiji, v ABA ligi mu je šla na živce in on je meni dobro rekel, veš, on je takrat rekel, jaz sem še mlad trener, ne? Jaz nisem ful izkušen trener, kakšen bo, ne vem, ampak jaz nimam sogovorca, da bi meni nekdo rekel, dajmo, ne vem, zmišljujem si, dajmo tega mladega fanta, ne, takrat je Ožbolt igral, ne vem, Vlatko Ilevski takrat recimo tisto sezono igral, dajmo mogoče, ali pa kakšnega našega, mislim, da so Dino Murić takrat tudi igral v Olimpiji, Goran Jagodnik in tako naprej, Samo Udrih je bil takrat noter, če sem kakšnega pozabil, se upravičujem, ampak dajmo mi zdaj strategijo narediti, dajmo zdaj 2 meseca porivati, recimo, zmišljujem si, Saša Ožbolta, da vidimo, če ga lahko mi njega naredimo še boljšega, še bolj kompleksnega igralca. Saša ni bil več mlad, ne Ožbolt. Ne, karikiram. Ožbolt je bil ruki pri Sagadinu še. Ne, dobro, Goran Jagodnik je bil pa MVP novembra, ampak 21, tudi jaz ne vem vsega.
Rabim pomoč, moje pri izkušnje so strategiji. take, ne. Če ti na sekiri to. Moje izkušnje so take, da napad. ko govorimo o ekipah, ki hočejo imeti zdaj takoj rezultat, potem bo to delo z mladimi absolutno oteženo. Ja, je nezdružljivo. Pa zdaj pustimo zdaj to stati, ker smo nezdružljivo. že pol daje porabili za Olimpijo. Se mi zdi to ena dobra istočnica, da se za trenutek usmerimo do Krke. A je Krka okolje, kjer bi takšna strategija bolj prišla v poštev ali da rečemo celo zacvetela? Ali lahko sem jaz rečem na hiter, Ja. to pa ti nadaljuj. V prvi ABA ligi zelo težko, v drugi ABA ligi pa pod mus. Se pravi, tudi Krka pod pritiskom rezultata v eni ABA ligi. Dokaz je letos. Če ima ambicije redno nastopati v prvi jadranski ligi, vsekakor mora biti rezultat. Ne? Mislim, je Sploh, ker je skozi v boju za obstanek. to in če je ta životarjenje, pressure a skozi- veš, pred zadnje mesto ne prenaša dobro nikomor. Ne? Tako da verjetno se bo tudi Krka na dolgi rok mogla odločiti ali pa na srednji rok, kaj želijo. Ja, ne vem, ali ali so biti stabilen občutljivi v novem drugoligaški mestu na to? klub. Sej oni so se odločili, da hočejo biti stabilen prvoligaški. No, oni so letos rekli, da absolutno ne samo obstanek, ampak da celo blizu 8. mesta, torej končnice. Ne. Tak plan je bil, Kje ne, pa se je ampak zalomilo? zalomilo se je po moje pri napačni izbiri tujcev, In smo spet pa v verjetno, Olimpiji pa zgodbi. verjetno pri tudi napačno podpisanih pogodbah, da se jih vmes ni dalo zamenjati, ker mi smo letos lepo videli recimo pri recimo enem Mornarju, ne, ali pa Splitu, ne, so zgrešili za tujci, Pa so jih se zamenjali, lepo ja. poslovili, so zamenjali in so takoj zrastali. Ne. Pri Krki pa tega ni bilo. Ne. Še pač Kazenske ni bi bil eden izmed glavnih igralcev, ne samo, da je imel skozi težave s poškodbami, tudi se ni ujel, Ja. verjetno z okoljem, s trenerjem, z soigralci, kot sem jaz slišal, ne, je hotel biti prvi igralec, da bo z naskokom odstopal, da si bo pač priboril neko boljšo pogodbo in ker se to ni zgodilo, je verjetno tudi on potem mal padel v eno melanholijo, kakorkoli, tako da so bili potem vsi srečni, da je on odšel v Bosno. Tako da tle je bila težava, ne? Drugače pa, da dober pa za Krko, da so pač dva mlada slovenska igralca, da so jih forsirali in so pokazali, če igrata na tem nivoju, če imata dovolj visoko minutažo, da lahko napredujeta za razliko od teh olimpijnih. Ne? O katerih dveh govoriš? Ok, Miha je eden. Trkvenik pa, tako kaj že je ta drugi, je v reprezentanci tudi debitiral. No? Leon. Len Strgal. Ne? Ja. No, ona sta letos res naredila preskok višji glede na lansko sezono. Za pol sezone. Ne, pa ki je bil tudi out. Strgar je bil prvo- Dobro, ampak Je bil, ne smemo, ampak je ne, bil razočaran ne, je v drugem delu ne, sezone. ne smemo gledati samo njegove številke, moramo gledati tudi, Ma jaz gledam njegove številke. Jaz gledam pa tudi, kako on igra v obrambi, pa kakšno energijo daje. Ne, to so pa stvari, ki se jih na papirju recimo ne vidi. Ne. Jaz mislim, da bi Tako se Gašpor Okorn strinjal, pa bi verjetno mogoče še na trenutek Ampak, še dobro, kakšnega dodal. ampak če gledamo pač malo širše, ne, pač Gledamo, dokaz, da če slovenski igralci dobivajo dovolj priložnosti, se lahko na tem nivoju razvijajo. Ja, ne. to lahko rečeš za Cerkvenika, pa za njega ne moreš tega reči za Macuro, recimo. Ne? Macura ima Macura občutek, je da pa, igra to je pa druga premalo. zgodba. To je pa druga zgodba. To je pa zgodba, ki, če mene vprašaš, pa bi si želel, ker Slovenija rabi centra, ker vemo, da imamo pomankanje centrov, ampak nažalost ima pač fant takšne velike težave s koleni, da jaz mislim, da on na nek višji nivo, kar je do zdaj bil, ne more. So te Ne. letošnje njegove poškodbe dokončno prepričale o tem. Pač obraba Hrustanca, vem, ker imam tudi sam, ne, je pač takšna težava, ki se jo težko da rešiti. Tako da jaz mislim, da je A se nažalost. tebi zdi, da ima Krka jasne cilje, kar se tiče mednarodnih Ona nastopov? govori, da jih ima, ampak nekako to ni videti. Ne. Mi vemo, da recimo ta njihov glavni pokrovitelj ima, ne vem, blizu 300 milijonov evrov dobička vsako sezono in vsako leto se sprašujemo, zakaj ima Krka, ne vem, za prvo ekipo $500,000, če bi lahko pač njihov glavni pokrovitelj, po katerem nosi ime, primaknil par 100,000, ki se njim ne bi nič poznali, pa bi oni res bili lahko stabilni prvoligaš, ampak nekako se to ne zgodi. Ne. Dobro zaledje imajo, ne, oziroma potencial je si. Ja, ne, ja. samo- Veš, ti si vprašal, kaj govorimo o klubu, ne? Ja. Ali Krka to pravi. Krka je čist na neki drugi veji kot Olimpija. Pri Olimpiji Mislim, jaz se večkrat vprašam, hočem ima reči, Krka pri- jasno začrtano vizijo, kar se tiče Ampak ne nastopov v govorimo o Jadranski Krki, to ligi. hočem povedati. Pri Olimpiji govori Davor Žbinec, pa govori Simone Pjaničani, Zoran Martič, pa govori PR služba. Pri Krki vedno poslušamo samo eno osebo in to je glavni trener.
Ja, Balažiča ne slišiš zelo težko govorimo o klubu, vedno govori glavni trener. Kje smo zdaj? Se pravi, glavni trener ima svojo vizijo, absolutno ambiciozno, mi ne vemo, kaj Krka misli kot klub, mi nikoli ne vemo, kaj Krka misli. Imajo sicer športnega direktorja Jureta Balažiča, ampak on nekako javno ne nastopa veliko oziroma mi se ne moramo pogovarjati o Krki, ker vedno poslušamo samo trenerja. Zato mi ne vemo, kaj predsednik uprave Krke misli, kaj misli športni direktor, kaj misli direktor kluba. Mi tega ne vemo. Jaz vem, ko se pogovarjam s trenerji, jaz če se leda sem skozi z njimi v kontaktu, še posebej, ko komentiram kakšno njihovo tekmo. Sedaj neke stvari so, ki mogoče niso javno zapovedati, kar je čisto logično in normalno, ampak hočem reči, Gašper Okorn je imel vizijo biti stabilen prvoligaš v ABA ligi. To, da je Krka kot klub, ne vem, če je Gašper Okorn, lahko da je, mogoče spet kakšna agencija, mogoče spet nujnost, kupa tega pa dobi še dva zraven. Da so falili pri tujcih, to je evidentno jasno in tega Okorn ne skriva. Ampak kaj pa klub prav, pa mi ne vemo. Mi ne vemo že vrsto let, kaj klub prav. Strokovnjak je Gašper Okorn, ne nekdo iz vodstva kluba, in če Gašper Okorn reče, mi smo pa letos sestavili ekipo, s katero sem jaz zadovoljen in imamo ekipo, s katero bomo ostali v prvi ligi oziroma se borili mogoče v primeru, da se bo vse šlo celo za končnico. Tukaj se je videl, da ne zaupa nobenemu od teh tujcev. Ne zaupa Kazasu, ne zaupa ampak hočem reči, kaj bo vodstvo kaj drugega reklo, če glavni trener, ki je izbral igralce in on zagovarja, da je ekipa dovolj dobra, da bojo ostali noter. Se pravi, ti misliš, da je tudi komunikacija Krkine hierarhije z javnostjo na nek način zaslužna za to, da se mi sprašujemo o njihovi usmeritvi? Cilji so nejasni. Absolutno. Zakaj nejasni? Če reče glavni trener, da je cilj, da so stabilen prvoligaš in da ima za to ekipo dovolj dobro. Eno je izjava po tekmi, pa nekaj, kar je izrezan 40 sekund za Dnevnik. To, kar Gabi govori, da imaš ustrojene kanale komunikacije. Je pa res, da se mi zdi, da je tudi feedback je slab v Novem mestu. Mi prijemo na neke tekme tja, pa je malo ljudi, pa ne vem, ko prije velika tekma, pa je več unih navijačev od Krkinih. Nekaj je res dani. Če bi ti, se nič ne grajam. Če bi ti imel, če vidite, da Crvena zvezda ali pa Partizan je isto v Stožicah. Je več kot domačih. To ne drži. Klubi, košarkarski klubi, pogovarjamo se Cedeviti Olimpiji po Krki, zdaj smo se ti dve klubi pogovarjali. Oni primarno, pusti odstotke, prodajajo zmage. Če zmag ni, nimajo česa prodati. In zdaj pri Krki, če bi Krka, recimo lani, ki je osvojila drugo ABA ligo z Eventom v Domžalah, ki je bil za slovensko okolje eden najboljših v zadnjih letih, ampak če bi bil ligaški sistem, ker ni, ker igrajo po turnirskih sistemih, nekdanji Mehurček, in Krka, če bi zmagovala v drugi ABA ligi, bi imelo več ljudi, kot pa zdaj v prvi ABA ligi, ko zgubljajo. In to je jasno. Klub, ki ne zmaguje, mu zmanjkuje artiklov za prodajati. Krka je imela navijače, Zvezde, Krka je imela polne dvorane. Veš, kaj je imela Krka? Tudi Krka je imela dobro domačo formo. To je nekaj, česar letos ni bilo. Oni so, prve 3 zmage so bile vse v gosteh. Neke nepričakovane v Beogradu, proti FNP, to je bilo. Krko nad gladino drži domača forma. Ti moraš doma zmagovati, da ti hodijo gledalci. Pa ne samo to, da moraš zmagovati. Tudi če bi ti izgubljal, ampak oni so par tekem zgubili, ne vem, Borac, pa ne vem, taki. Ampak ne zgubili, ampak zgubili za 20. Razumeš? To je bilo pač sred tretje četrtine je bila tekma že odločena. Razumeš? Druga stvar je, če ti izgubiš egal tekmo, mogoče nasprotniki zadenejo v zadnji sekundi, ampak da pa ti ne pokažeš dovolj energije in da se tekmo odloči sred tretje četrtine, to je nedopustno. Pustimo to zdaj stati. Zdaj pa res moramo zaključiti. Ampak imamo Krko zadnja stvar na to temo. V naslednji sezoni, ki se bo naučila na zadnja stvar na to temo. Želimo si. Oba slovenska kluba sta potrjena za prihodnjo sezono, seveda tukaj govorimo o Krki, zaradi tega, ker je liga razširjena. Kaj pričakujete v naslednji sezoni? Kar po vrsti. Jaz pričakujem, da se bojo naučili
na napakah, ki so jih naredili letos. Jaz Res tudi, pričakujem. jaz tudi. Iskreno od Olimpije in od Krke. Isto. Pri Olimpiji še mogoče bolj nazorno, ker so zelo jasno povedali in se poslušali, rekel sem danes s Pepelom, pri Krki imamo spet to, rekel za nas, za medije težavo, ker ne vemo, kaj si oni od zadnji mislijo, ker so nad Okornom pa nad člansko ekipo. Žal ne vem, ampak mogoče bomo izvedeli. Jaz bi rad videl, da bi pri Olimpiji prišel kakšen podoben mlad, ambiciozen trener, kot je Marko Barač pri Megi, da bi delal z mladimi za ceno, ne vem. Se pravi, radikalen obraz v klubski za strategiji. ceno, da tudi če v eni sezoni ni rezultata, ampak da dobijo mladi priložnost in da potem pripeljajo mogoče naslednjo sezono, ali pa tudi že zdaj. Ne 7-8 tujcev, ampak 3-4 pa mogoče malo bolj kvalitetne. Bodi konkreten, no? Marko Barač ostaja pri Megi, on ne more prijeti. Govori se o Stefanoviću. Podpisuje pogodbo, no. Govori se o Stefanoviću, utihnila je zgodba Zvezdana Mitrovića. Imamo enega Jakara, recimo, imamo enega Žakla. Se strijam, Olimpija kot taka bi bila lahko velik izziv, glede na to, koliko se je dokazal. Vse to je primerno vprašanje. A zdaj Jakara pa Žakl s svojim trenerskim profilom in svojim nedavnim trenerskim življenjepisom kandidata za delo v Ljubljani? Zame ja. Absolutno. Ampak jaz mislim, da se ne boste odločila, da pridete v to okolje, glede na to, kaj se dogaja. Ne vemo, sicer je težko zavrniti mogoče, ampak glede na to, da imate tam dobre pozicije in da ni pač, ne vem, jaz mislim, da imata dobre pozicije, se to ne vemo. Jaz mislim, da je v Črni Gori imata, da sta se letos dokazala. Jaz mislim, da imata. Da sta se letos dokazala. Ja, zaenkrat imata, ja. Tako da mislim, da jih... Žakelj je skoraj 3 leta ostal v Črni Gori, pa enem klubu, že to je samo po sebi neverjetno. Jakara je dobil priložnost, pri čemer je to sezono, v kateri sploh ni načrtoval biti trener, on je načrtoval, da se bo izobraževal, da bo napredoval kot strokovnjak. Tako da absolutno jaz njiju v prihodnosti vidim, jaz bi jih naredil še enega od teh dveh že naslednjo sezono. Da te tako vprašam, bi imel raj to, kakor da se ostane v okopih zgodbe uveljavljenih strokovnjakov. Zdaj, s Peniđanijem smo imeli ponesrečeno zgodbo, Zvezdan Mitrović pada v isti milje. Čim pride nek renomiran trener, bo spet iskal rezultat. Čim bo iskal rezultat, mladi ne bojo... Da se tudi za naslednjo sezono odpove delo z mladimi, da se jih... Ne, jaz sem za to, da se pripelje mladega trenerja, ki bo delal in forsiral mlade za ceno rezultata. Eno sezono absolutno. Jasno stališče. In potem se vidi, vi ste fantje dobili priložnost, kjer se bo potem videlo, ali je kdo sposoben od teh igrati ali ne. Če ni, hvala lepa. Ampak dejstvo je, da mi imamo potem večjo možnost, da vidijo ostali mladi, talentirani igralci v Sloveniji, da se dobi priložnost pri Olimpiji in da ne bodo šli mimo v Španijo, v NCAA, kamorkoli, ampak tukaj mladi, talentirani, dobimo priložnost in gremo tako kot včasih, preko Olimpije pa potem naprej. Veliki cilji. Ena stvar je, jaz bom krajši, če ti mladim nimaš strategije, ne govorimo o 12 minutah, lahko tu zaradi mene 3 mesece sediš, pa potem 3 mesece dobiš dodano vrednost pri minutaži. Ti jih ne moreš na koncu leta oceniti. Mi se zdaj pogovarjamo že skozi kolovratno, pa smo spet lahko pri Ščuki, Glasu, pa Radoviću, kaj so ti fanti res sposobni. Saj mi ne vemo. Ne moramo jih oceniti. Ja, ne moramo jih oceniti. Veš, in to, ta strategija... Dokler jih nimaš na parketu, takrat, ker so vložki visoki... Nismo na treningu, ne vemo, kaj je na treningu, veš. Ne moramo vedeti. In mi bi si želeli. Pričakovan, kar se tiče Olimpije in Krke, nimam nobenih. Preprosto imam pa upanja. Sprijaznjen z usodo. Ne, sploh ne. Upam, da bo šlo na boljše. Ampak je to, kar bolj fajn komentirati, predvsem se želim in upam, da bo Olimpija gradila na nečem, kar bo prepoznavno. To, kar zdaj že nekaj časa ni. Seveda si kdo si pod nas ne želi take Olimpije, kot je bila v 90-ih, ko so bila vhodna vrata za vse, kar je bilo v Sloveniji. In vse je šlo skozi Olimpijo. In vse se je prodalo odlično naprej, tisto, kar je bilo vreden. Tega žal, po mojem, je to utopija. Izkušnje nas učijo, da lamentiranje nad starimi časi... Samo in po drugi strani pa še to bi povedal. Olimpija pa kot taka, če se pač tretira kot velik klub, če se ona vidi tako, po budžetu, po tem, kar je njena vrednost v tem prostoru Jadranske lige,
absolutno ne more konkurirati Zvezdi pa Partizanu. Dokler boste imela tako zaledje, tista dva kluba, Državno zaledje, ja. je to brezpredmetno. Budućnost bo naslednjo sezono sigurno imela še večji proračun, kot ga ima letos. Ne. Se bojim, da je tukaj že Olimpija v podrejenem položaju, že proti tem trem klubom. Dubaj, dobro, sicer je to, kakšna bo ta zgodba, pa kaj bo to prineslo. Ja, bogata bo vsekakor. Ampak bo pa vsekakor bogata. Se bojim, da za Olimpijo lahko se zgodi v prihodnjih letih, da bo recimo že polfinale Utopija. Ne? Sej tudi letos ne bil, ampak Ja, no, vse pač bo se v to smer zapeljalo. Sej ravno zato je pa mogoče fajn, da pač mladi dobijo priložnost. Los Angeles Clippers 50 let že niso bili nikjer, v nobenem finalu, ničesar, pa noben ne pada v nezavest zaradi tega. Ne. Kolikor je po eni strani Pač kolikor je veselje možno v gledati danem trenutku. mlade košarkarje, gledaš košarkarje Mege, trgajo po igrišču, vse je jasno, da nimajo možnosti usvojiti jadranske Trgajo po lige. igrišču mohi tako. Ampak je pa Trgali so, odnos. dokler niso na zvezdo Pa to, kar naleteli. pokažejo. Ja. Pol pa kar naenkrat ni več točk iz hitrih protinapadov, pa ni več točk iz rakete, pa jih je bilo 66 pod Olimpiji. Ne, čakaj malo, čak še drugo tekmo, pa boš hitro videl, da bo skupna razlika 70. Vse je nemogoče Vsi vemo, da pričakovati. Mega ne more Evrope igrati, spet je to, ne pozabimo to. Tudi noče je igrati. Noče igrati, pa tudi ne sme igrati. Ja, ne, a veš. S takimi zakoni, ampak- recimo pa s takimi davki, ki jih imamo mi, jaz Olimpije v Evroligi ne vidim še. Jaz mislim, da je prav, da ulala, država klubov ne financira, to je moje mnenje. Ne, direktno Treba se ne, ampak strinjamo, mogoče z kakšnimi davčnimi olajšavami, kot vemo, v nekaterih drugih državah se je to pokazalo za zelo dober. Ker pri nas kaj? Vedno si odvisen od političnih opcij. Le, Italijani so Vem. imeli v nogometu, ti kar takoj povem, oni so imeli eno posebno davčno olajšavo zadnja 4 leta, kjer si lahko plačeval tuje nogometaše, tako da praktično nisi davka plačal, ne, in si bil 25% zaradi tega na boljšem. Ni Dober, veze. se zdaj ne govorimo o nekem direktnem financiranju, ampak mogoče vseeno, vsaj po mojem mnenju, malo več davčnih olajšav To so ostanki več nekih za drugih slovenski časov, šport. ne, Veš, nas to je zelo malo, razumevanje, da mi imamo v država vseh športih bi radi bili ne vem kaj, ne, pa se vsake toliko časa nam nekaj rata. Ne. Mi smo res Slovenci športni narod, ko uživamo v uspehih, ampak ko doživimo en uspeh, mislimo, da tam smo, nismo. Ne. To nam rata vsake toliko časa nekaj, ampak radi bi bili v vseh športih, ampak ne moramo, premalo nas je, gospodarstvo je premalo močno, radi bi pa bili. Ne. Tako da, ne vem. Jaz se s tem deloma strinjam, ker načeloma se vsake toliko časa točno s tem srečujemo. Imeli si neke uspehe, mogoče so bili celo nepričakovani, ali pa so prišli prehiter, ali pa ni bilo neke res prave evolucije. Vse glede na bazo ljudi, ki jo imamo, pa športa, kakšne uspehe v Sloveniji Jaz mislim, da če bo- dosegamo, to je neverjetno. Če bo Tedeschi dubu s partnerje, kar je zdaj napovedano, zdaj zaenkrat je to vse v medijih, zdaj bomo videli, ne, ampak če bo Tedeschi dubu partnerje z večjimi vložki, se je večkrat tudi sam izjasnil, da s tem se bojo povečali njegovi vložki, in če Olimpija pride na en bolj konkurenčen proračun, je to pa spet druga zgodba, pa bo mogoče izpadlo, da smo se brez veze pogovarjali, pa boš imel drug let Cedevito Olimpijo v finalu Jadranske lige. Ne. TJ Shorts Tako bo ne veš. playmaker. Ja. Lej, In predvsem pustimo stati. jaz mislim, da je Boštjan prehiter obupal. Jaz tudi mislim, da boš tam prehiter Pa še nekaj, ampak vse je res, ker smo te fakti, so vsi resnični. Ok, malo smo bili, oziroma ste bili finančni in davčni strokovnjaki, pa nobeden od nas to ni, ampak point je v tem, Olimpije s tem budžetom slabo, ti si rekel katastrofalno, oziroma si vprašal Guldi, Jaz Guldi je nisem rekel rekel nič, jaz sem vprašal rekel- si, jaz sem rekel- Guldi je rekel skoraj katastrofalno, s to slabo, recimo katastrofalno sezono, mi smo vsem premagali in Zvezdo in Partizana In budućnost. in budućnost. Vse tri ta prve. In lani isto. Ja, ampak jaz še enkrat No, ponavljam. kaj ti to Ne, lani govori? bo Kaj ti to pove? Kaj ti to Ne, pove? To je lahko zelo Kaj ti to lažniva in pove? vrljiva slika. Ja, Ne? poglej pa, s kom so pa vse izgubili. In kje Partizani in Zvezda in budućnost so konstantna, Jaz mislim, da Olimpija ne, ni pa izgubili so nikjer, pa v ne. glavnem stvari na koncu. Konstanta je važna. Če stvari malo Jaz vedno stojim zaštele. za tem. Če en igralec, jugoslovanski rekorder je zadarski Babić, Miloš Babić, ki je dal, ne vem, pod eni ciprski ekipi v enem fibinem tekmovanju 140 pik, on je Dražan, kmalu za tem prehitu. Če je on sposoben, ok, specifičen tekmo, ampak če je on sposoben na tekmi dati, recimo v prvi ligi ali pa v prvi ABA ligi 30 pik, pa je tekma egal, ta košarkar ima kle gor limit. Vprašanje je, zakaj ni konsistenten, je pa stvar trenerjev, okolja njegove glave. Se pravi, ta Olimpija ima visok limit. Lahko, ne. Olimpija ima visok limit. Zakaj pa ni konstantna
stabilna, je pa vprašanje, na katerega bomo mi drugo leto odgovarjali, si pa vsi želimo, da bi to popravili. Veš, tudi Split je premagal Crveno zvezdo, pa Cibona je premagala pa to Crveno ni zvezdo. realno, Pa ne. je to Olimpija nerealno. vse tri premagala. Ne, Pa zdaj vsi trije inače- hrvaški klubi životarijo, ne, da so na robu propada. Ne. Tako da to je slaba uteha, oziroma to je lahko vrljiva uteha. Jaz sem govorim, kje je limit Je teh pa klubov, ne. definitivno vsaj neki za navijače, vsaj eno tekmo dobro smo videli v celi Ja, sezoni. pa ne eno. V tem primeru Par 3, dobrih tekem videli. plus še kakšna. No. Ne? Tako da ne. Okay. Ampak Jaz nisem- ravno zaradi jaz tega, nisem ker smo nič videli obupal, samo- nekaj toliko dobrih tekem, je pol razočaranje toliko večje, Ja. ker pa z veliko slabšimi ekipami od teh, ki so jih premagovali, izgubijo Le, in jaz to tudi mislim, lahko da če bomo izgubijo. mi ne. malo naše pričakovanja spustili, bomo mogoče tudi kakšne stvari bolj Danes veseli jih v spuščamo prihodnosti. že. Vse je v redu. Ej, okay, zaključimo zdaj s tem. Sam na hitro vas vprašam, kdo je za koga favorit v letošnji sezoni. Prva oba liga. Jadranska liga, Ker začnimo, hej. Crvena zvezda. Okay. Šuf, Pa čeprav sem težko, razočaran. težko vprašanje. Zdaj etiketirani. Če je bil kolega Dončić, A prav moramo, mislim. Jaz mislim, da je mogoče res ta prednost domačega igrišča, da bo na koncu odločila v korist Crvene Do zdaj je zvezde. zadnjih 5 let. Vse zato, ja. je- Ravno zaradi tega. Jadranska liga se zdi, Če da ne Crvena bi bilo zvezda prednosti ima tisto domačega piko na i igrišča, proti bi rekel Partizanu vedno. čist Pa ne vem, s 50-50, tako bi pa kakšnega dal razloga. malo prednosti Crvene zvezde zaradi prednosti domačega igrišča. Ti, Gapi. Jaz pa pravim, da se veselim tega finala. Človek ni v politiki, je. Res se veselim. Rekel in ostal živ. Ja. Živeli. fajn. Brezalkoholno je. Ja. No, jaz se strinjam z Guldijem. Čist da bo. Ok, malo smo že porabili zdaj 1 uro, tako da se moramo osredotočati še na drugo stvar, ki smo jo danes hoteli obdelati, in to je, ker smo izkušena ekipa, ne, ker med nami je, koliko zdaj že skupaj, 200 let plus na tem svetu. Ma že razpadal. Čez 200 piše, vi zdaj res čez 200. Po mojem čez 200. Ja. Eni ste še v JNA hodili, ok. Ti smo srečo, ne? Glih za glih. Začeli smo, urednik nas je prosil, da se o tem malo pogovarjamo, meni se zdi čist fina tema. Skratka, ko smo mi štirje začeli delati to, kar še danes počnemo, je bila slovenska, pa tudi sicer športna medijska krajina bistveno drugačna. Športne vsebine so se podajale drugače, navade gledalcev so bile drugačne. Pa me zanima, kako gledate na ta pretekli čas, kako ga primerjate s svojimi začetki. Gapi, kdaj si začel? A se 31 spomniš? let, ja. 31 let imam jaz medijev večnih, Ja, seveda. pust radio, govorimo o športnem mediju. Sej. Mogoče prve pol leta, pol je pa takoj. 93 sem jaz začel. No. Že 94 smo že plasirali tudi športne vsebine. Ne takoj. Ampak kaj hočem reči, takrat, v teh 90-ih letih se je mogoče to mlajše populacije nekaj veliko ne zanima. Tehnologija se je posebno druga, internet, pravzaprav ga skoraj da ni bilo, družbenih omrežij, absolutno ni bilo. Je pa res, da tisti mediji, ki so bili stabilni, ne? In so bili kredibilni. Ne bom Z rekel, enim prenosom na teden, ja. Vsem, takrat si imel dve televiziji, oziroma dve televiziji, ena z dvema, mislim, ena s trojnim programom, ena pa z dvojnim programom. To je bilo takrat še čas, ko so se konkurenčne komercialne televizije potem združile, ker najprej so začeli posebej. Ne. Radijskih postaj, takrat je sicer bil navad radijskih postaj, ekspanzija je bila v nekih 5 letih, ampak hočem reči to, ti si se mogel, tudi ko si poročal, zanašati in zaupati temu, kar si imel v Sloveniji. Ni bila poplava medijev. Danes prebereš novico o Boštjanu Moharju, en prav tako, in komu bo zdaj verjel, ali po Daniju Bavcu, ne, en prav, da imaš 3, izmišljujem si, 3 avtomobile, en pa prav, da imaš 16 avtomobilov v garaži. Razumeš? Količina in poplava teh medijev danes je enostavno. Ti tukaj. Ja, dobro dela, ja. 16 avtov Dobro v dela. garaži.
Ta osnovna razlika v tej poplavi teh medijev, ki jih je danes, seveda to je tudi zgodba, ki jih imamo mi na teh novinarskih kongresih, te digitalne platforme, kdo je zdaj novinar, kdo je javni medij, kdo komu zaupati, kdo je tradicionalno bogat z informacijami, pa se zdaj preusmerja, vemo, kakšna je tiskovina v zadnjih 5 letih. Govoriš o čem? O osnovi, ki jo koristiš za priprave na svoje delo? Recimo, ena izmed teh zgodb, potem je tudi resničnost, kredibilnost. Komu bo zdaj zaupal? Zdaj ena reče, primer dam, verikrat me rečejo na hiter. Mi smo glih včeraj sedeli, ena brezvezna zgodba, koliko ima en stadion, recimo kapaciteto. In seveda gre na Wikipedijo. Wikipedijo je napisal en Gašper Bolhar iz Avstrije, recimo. Ena oseba. Koliko je zdaj njemu zaupati? En Robert Kukovica iz Rusije je nekaj napisal, pa je dal gor. A veš, skratka, ok, mi, ki smo, dajmo reči... Pa kaj hočeš reči, da je bilo čas lažje izluščiti relevantno informacijo? Moj odgovor je naslednji, ti imaš omaro, pa imaš 2 rekelca noter. Hitro se boš odločil, če jih imaš pa 100, pa 3 ure stojiš, pa gledaš, kjer ga boš obleko pošel na neko poslavo. Dobro, če so vseh 16 rekelcev, je to 16 rekelcev. Ne vem, pa pri 16 boš postal pa 1 uro, kjer ga boš gore. Greš čevlji, greš tumfi, gre bla bla. Ne, a veš, razlika je v tehnologiji, absolutno to ne rabimo zdaj debatirati, mi smo kasete nosili, mi smo imeli še dat kasete na radijih, pol so šele CD prišli, to je zdaj pa zgodba, ki gre s tehniko naprej, ampak v tej poplavi medijev je pa res, zdaj dobiš lažje informacije, ampak to informacijo danes smo seveda preveriti. Sploh, če ne gre za official, nek spec. Okay, to je tvoje delo kot komentatorja, da si pač izluščaš jedro, bistvo, tisto, kar te zanima in kar imaš pripravljen za prenos. Mi v bistvu govorimo bolj o tem, da ker sta vidva delala takrat še Good Year Ligo, je bilo na kanalu, ne? Ja. Je bilo na kanalu, ne? In Euroliga, oboje. Takrat si imel pač te par tekem košarkarskih, ki si jih lahko gledal čez teden, to je to, ne? Delo si pač 2 tekmi na teden, ne? Ti danes lahko gledaš italijansko državno prvenstvo, lahko gledaš špansko, ne? Vsako tekmo danes lahko gledaš, Če ne pa prek streama. Vsako lahko, pač včasih je bila zadeva takšna, da tudi recimo, tako kot je že Gapi rekel, veliko manj medijev je bilo, portalov skoraj nič, informacij, do informacij o kakšnih igralcih si zelo težko prihajal. Jaz vem, ker sem pač takrat začel leta 2000 na kanalu Euroligo delati. Na srečo smo mi na vse tekme hodili na teren. In če ne bi bilo veliko težje... To se meni zdi velika razlika. Včasih smo bili veliko več na terenu, absolutno, ker nas ni. Danes je dejansko tako, da ti odpreš par portalov, dobiš vse izjave trenerjev, igralcev, na forumih še karkoli izveš. Takrat nisi mogel praktično... Gabriel to malo težuje. Praktično ničesar. Tako da hočem reči, da takrat si mogel pač biti bolj prisoten na terenih, da si se pač več pogovarjal z ljudmi in dobival informacije kot danes, ker dejansko ne rabiš, prideš na Areno Sport, da za par ur odpreš računalnik, pogooglaš, najdeš praktično skoraj vse. Takrat tega nisi mogel prek računalnika dobiti, ampak si mogel biti udeležen pač na terenih. Pač drugače bi zelo težko, mislim, dal se je, ampak tako, če si pa res hotel dobiti kakšne zanimive informacije, ki jih navadni ljudje pač niso dobili, si pač mogel biti prisoten in dejansko smo res okrog hodili, da smo lažje speljali bolj kvalitetno te prenose. In so bile kredibilne. Jaz sem se hotel reči, da jaz že vem, kam mora imeti, da bo informacija kredibilna. Samo recimo moja babi pa prebere informacijo, ne vem, o Luku Dončiću na strani, ki bi se sploh ni športna in pa na tej strani verjame. To je kredibilnost, o kateri govorim, ne? Jaz že vem, kam mora imeti. Jaz vem, da ko sem jaz začel 98. serije A delati, sem se moral naročiti na Gazzetta dello Sport. Sreč sem znal italijansk. Če pa ne bi znal italijansk, pa bi moral delati italijansko ligo, je bilo težko dobiti kakršnokoli informacijo. Nimam s kom govoriti. Ti si rekel 98. No, dam jaz en zelo tak zanimiv primer. 99. leta je bilo Evropsko prvenstvo v Franciji. Slovenija je igrala v Clermont-Ferranu, šla potem v tam izpadla, finalni del je bil pa v Parizu. Ampak kaj hočem reči?
In nas je bilo tam 10 novinarjev slovenskih na tem evropskem prvenstvu, na licu mesta, 99. leta. In 3 od nas, pustimo zdaj imena, smo prišli z laptopi, z računalniki, 3 od 10, to je danes, da brez laptopa nimaš kaj delati, ne? Pa ne, že vrsto let. In mi postavimo te laptope gor in zdaj prvi je rekel, a kdo ve, kako se tole odpre? Ne, kako se tole odpre? Prvi novinar. Jaz sem bil vmes. Sem rekel, seveda, kle ga odpreš, kle imaš gumbe, ga odpreš in kle ga pržgeš. Aha, in on za mano ponovi in gledava, kaj pa zdaj, sem rekel, kle se da neki notepad, ni bilo še Wordov, še ni bilo in teh Microsoft Office programov. In jaz rečem, kle pa lahko pišeš in zdaj, ampak pa imaš pa kle, prav, in kaj zdaj imaš kle, kaj pa pol in potem prije tretji pa reče, no zdaj vam pa jaz pokazal in še potem, rekel, zdaj pa kle opišeš naslov, pa jaz rečem, kaj, Ljubljanska 55, kaj, ne, internetni naslov pišeš, ne, in kle opišeš in kle klikneš, pa rečeš kle attachment, aha, to je kaj, nek dodatek, ne, to je ta priloga, to smo osnova in potem to dodaš in čez par sekund je to v Ljubljani. Pa se rečem, kako, tako ka faks, pa ne, to je, veš, po IT-u, v vesolju, elektronskem, 99. leta. Nobeden od nas, razen tega, ki je bil pa malo bolj, rekel, podkovan, ki je vedel, kaj z mailom narediti, pa kako neke podatke poslati. Mi nismo nič vedeli. Večina še računalnika ni znala odpreti. A veš, koliko so to razlike pri upravljanju, pri iskanju? Jaz pa recimo eno zelo zanimivo zgodbo, ne, z Evropskega prvenstva 2005, pa tudi že 2003. Ne. Recimo zdaj, ne, ti sliko pošlješ brez problema prek interneta. Ne. Včasih kaseta, recimo v Beogradu Evropsko prvenstvo, ne, jaz sem pač takrat še pač za Pop TV delal, ne, kako si ti sliko v Ljubljano poslati nisi mogel, ne. Ja. To pomeni kaj? Zjutraj ob 6, ko je šel vlak, sem jaz ob 6 šel na vlak, kondukterju, ne vem, 5-10 evrov, ne, cek, v Ljubljani so prišli iz Pop TV-a iskat in so potem v 2-3 urah, jaz sem off tudi gor posnel in so potem zmontirali, da smo imeli... A si tudi gor off posnel? Gor posnel, da so imeli potem... Kvaliteta je bila... Ja, no, ampak hočem ti povedati, ne, kako smo... Je bilo na 24 ur, ne, prispevek od pač prejšnjega dneva od večerne slovenske tekme, recimo, ne. 2-5 smeri so bila skupaj, ne, v Beogradu. Hočem reči, ne, kaj smo mogli včasih v bistvu delati, ker je danes to takole, ne. Tako zgodaj vstajati pa na avtobus, ne. 2006 so bile olimpijske kvalifikacije, ker Slovenija se ni uspela uvrstiti. Ne, 2006 je bilo svetovno prvenstvo. 2006 je bilo svetovno prvenstvo. 2007, 2 leti kasneje od tega Beograda, je bilo pa prvenstvo v Španiji, kjer smo igrali dobro, pa se je pa tista Grčija zgodila v četrtfinalu. Ja, Rusija prvak, J.R. Holden, ampak kaj hočem reči? Jaz sem pa takrat bil, tebe ni bilo, bil sam in sem file 2 giga, vemo, koliko je to danes, ne? To je transfer narejen v 1 minuti, najslabša varianta. Kaj, telefonskim modem pošiljal? Celo noč. Celo noč. To pomeni, da ampak interneta v sobi ni bilo, samo internet je bil samo na recepciji v Španiji, kjer je teh handlerjev, pocket moneyjev, malo morje in jaz sem mogel imeti laptop na recepciji, tam, kjer je bil internet in sem zraven v takem istem kavču, celo noč bil tako lepo mrtvo pijan, ker nisem upal računalnika tam sam ga pustiti, ker če bi jaz šel spat, pa prišel čez 3 ure, ga ne bi bilo. Celo noč je 2 giga pošiljali. Tako smo se mišli, ne? On je mogel pa 2 leti prej postajati, da je na avtobusno postajo nesel. Pa recimo tudi to, ne, ker naša... Na kanalu A ste bili že bolj moderni, mi smo na avtobus še pošiljali kasete, tako da ni pa nas je še počasneje. Vlak avtobus ni velika razlika. Ja, ampak recimo, ne, glede na to, da pač mi nismo imeli, nismo bili right holderji, ne, nosilci pravic za tekme, smo pač delali bolj zgodbe tako iz ozadja, ne, in recimo ravno zaradi tega je bilo zelo težko, ne, jaz sem se mogel pač veliko pač spogajati tam, da sem lahko sploh šel na to prvenstvo in kaj, pač stroške so imeli tako, da sem jaz dostikrat šel sam in recimo v Turčijo 2-1, Švedsko 2-3, sam z digitalno kamero. In sem pa mogel kakšnega kolega prositi, da mi je snemal, recimo pa ne, v Turčiji nam nikoli pozabil zadnja tekma, ki so igrali Španci v skupini za Turčijo, kjer smo mi nekako upali, da bi, ne vem, mislim, da Turki Špance premagali, pa bi šli... Ne, mi smo šli, mi smo pa z Latvijo zgubali.
Ja, Mi no, smo tako, pa z Latvijo izgubili, knockout tekme. No, v glavnem, ampak je bila tekma, kjer so nobenega od slovenskih novinarjev ni bilo razen mene in potem pride Španija, Pau Gasol in zdaj jaz sem sam s kamero ostal, zdaj pa on 2.15, ne, takole, ne, kamera je navpično, se snemal in ga še sprašval zraven. Nisem čuka sme gledal, na začetku je bilo mirno, potem se pa... Ja, no, ampak hočem reči, ne, da pač kakšni entuzijasti smo bili, da smo šli toliko smo imeli pač radi, pa upali na uspeh te slovenske reprezentance, da pač smo si izborili, da smo hodili na ta prvenstva, ne, pa delali praktično v nemogočih pogojih, ne, danes. Ampak lih tam nekje so se začele, se mi zdi, stvari spreminjati. 2.6, 2.7, 2.8 se je že začeli spreminjati. Ne vem, mi, ko smo šli po recimo Sport TV v Turčijo delati. 2010 je bilo pa že lažje vse skupaj, ja. Tam je bilo dosti lažje že vse skupaj. Je že šla tehnologija naprej. Zelo pogrešam recimo zdaj v zdajšnjih časih, ne hodi se več v živo na tekme delati, zelo malo. Ja, se nimaš kam hoditi. Je trend, vse se samo iz nekih studijev dela in to ni v redu. Mislim, v ligaškem delu. Ja, večinoma to, kar lahko gremo, tudi gremo. Se v Olimpijo delamo v živo, Krko delamo v živo, fantje delajo rokomet pod bojko v živo. Ampak ostale športe. Ti delaš bejzbol, kaj boš v živo? Bejzbol pač ni prioriteta, ampak recimo atletika, svetovno prvenstvo, take stvari pa so na dosegu roke. Recimo dober primer. Se pravi, ti bi v Budimpešta konstelaciji modernih, privatnih, športnih televizij upravičeno od svojega vodstva pričakoval, da te pošle, oziroma da prisluhne tvoji želji, da te pošle. Če je upravičeno, ne vem, pričakoval oziroma upal pa bi. Ker meni v končni fazi lahko, da naivno preveč razmišljam okrog tega, stroškovno to tudi ne more biti tak zalogaj, da bi se recimo takšne stvari, ki so na dosegu roke, nekje relativno blizu, mislim zdaj, če je svetovno v Eugenu, je pač finančno jasno malo težje izvedljiv. Ampak tukaj bi sliko razširil, se vidim tudi recimo na ostalih televizijah, kaj sem, če se spomnim Formula 1, sem pač ravno zdaj, ki je bila 30. obletnica smrti Sene, takrat se je zame končala Formula 1, ampak recimo je Ališič se spomnim delu uživo skozi vse dirke, vse je hodil na prizorišče. Dokler ni več in potem je tudi in zdaj se to vse samo še neki studio komentira, vse je to tako rata, se mi zdi dosti hermetično zaprt, ne dihaš zares. Ja, jaz mislim, da jaz absolutno strinjam s tabo in tudi vidim, kje vlečeš usporednice. Sej, če primerjamo tisto obdobje s tem, je ena izmed glavnih stvari ta, da so te v glavnem kar pošiljali si bil reporter, si šel kje, pa si predstavil. Se mi zdi, da je zdaj z moderno športno medijsko krajino to strašno devalviralo. In da praktično ljudem vseeno, a si tam ali nisi tam. No, ampak se naša arena s terena gre na teren v Anglijo, pa tudi tako, da mogoče, če letos Dallas pride daleč v končnico. Vemo, da se spomnim pred leti, sem bil v Ameriki, ki je pač Denver prišel dovolj visoko v končnici, so tudi srbska arena šla v Ameriko, tako da jaz mislim, da če bo Dallas, da bo verjetno tudi naša ekipa šla v ZDA. Absolutno, da se razumemo v prednosti pred ostalimi. Da ne bo šeftal. Ne smemo preveč jamrati. Je pa veš nekaj, kar si začetka rekel. Ker včeraj imam še prenos. Začetka, kar si rekel, ker ni bilo veliko televizij, pa si imel 2 tekmi, ne vem, na tedno primerjal, zdaj imaš 2 na dan, recimo v povprečju. Se glih zaradi tega je bila mogoče tudi ta intuicija takrat, pejmo, ker sta to edini 2 tekmi, potem pa spet en teden ne bo nič, ti imaš pa danes, če pogledamo sam naš program, to je šprica ven od dogodkov. Ni da ni. In zato se tudi recimo, tudi ta boljši dogodki kdaj izgubijo po poplavi vsega, in zato je seveda tudi ena izmed Pa se ne mogoče ne izgubiti, zato je pol seveda promocija pomembna, ekspanzija nekoga, ki je malo bolj zanimiv za slovenski auditorij, tako kot jaz velikokrat rečem, tudi če igramo, ne vem, se ne pazi, se bom zmislil, tudi če je druga ABA liga, pa je recimo v Zlatiboru sta igrala Jure Špan pa Jan Rebec, pa je igrala, ne vem, proti Sutjeski, ki ni nobenega Slovenca, jaz rečem, ta tekma je zagotovo bolj za slovenski auditorij zanimiva, kot pa, ne vem, Podgorica, Široki, ki nimamo Slovencev, recimo, na nek način, ne košarkarsko, ampak ker vsem Špan pa Rebec sta bila
Jure Špan Ja, niti ne ampak toliko dobro, zelo to je eno zdaj- leto, ne, ker je prišel iz NCAA, Reba je pa kle vzkliv, ne. Ja. In tudi igral za vse te boljše klube, ne. Mislim, razen zdaj v Helios ni igral, ne. Krka, Šenčur, Olimpija. Ne. Se pravi, se za pozornost gledalcev borimo približno podobno kot privat radijske postaje, da ga ujameš za 15 minut. Dobro, televizijo malo dlje, ne, ker če te zanima, hraniš dne, ne. Radijska postaja 15 minut, si še veliko rekel. Jaz sem še veliko Še rekel. veliko rekel, ja. To pri meni je dam, ne. Je feeling dober, ni, šaltaj. Radijske postaje Tako so pa velika večina so pa za verjetno, kakšno ne. drugo oddajo, tiste pa sploh zgodba. Tiste pa- zase, ne. To pa zgodba Naš zase. radijski prostor v Sloveniji je pa tako specifičen, da je unikum sveta, po moje. Ne. Ja, dobro, Jasno, fantje, no, jasno eno ste, uro ja. pa pol smo pokurali za To- tole. Se bomo morali kar sami sebi Jaz sem zahvaliti. pa eno vprašanje za tebe, Izvoli. pa za vas tri. Ti ne vzamem tega, ti si voditelj. Okay. Kdo bo drugo ligo zmagal, Aba? Spartak. Fletno vprašanje, ne? Tudi Spartak. tudi jaz bi Spartak. dal Mislim, Office shoes. kakšen evro na njih. A veš, kaj pa je meni? sosedski Pa ga ne dvoboj, ne, rabijo. ampak A veš, kaj pa meni, kdo pa meni všeč? Kot coach, doktor medicine. To Ja. se pa strinjam. Dobro, Ja. to Doktor ja. medicine. Pa kakšen preobrat v polfinalu na drugi tekmi s Ja. Podgorico, ne? Trener Vojvodine. Ne? Ja. Jaz Se pravi, bi- jaz za bom pa Vojvodino rekel- Jaz bom pa navijaš. zaradi Mileta rekel, pa bom pa rekel pa No. Vojvodina. sam na hiter, koliko so bili slovenski klubi letos oddaljeni od boja za finale v ABA 2 ligi? Ogromno. Ogromno. Šenčur kot prvo ni šel z ambicijami. Računali so, če, da bi, ampak oni so ponovili lanski rezultat, kar je čist korektno. Nikoli niso bili zadnji, ker v prejšnjih letih se je zgodil, ne, da si bil čist od spodaj korektno. Helios je pa enostavno kar prevetril kar precej, vključno s Helios je trenerjem. prišel v playoff, ne? Ja, oni, oni so Pika, imeli- Podgorica pa so prišli noter. Okay. In oni so zadovoljili, tudi po naših pogovorih, oni so zadovoljili, bom rekel, neke okuse, svoje želje. In realno tudi ni bilo za pričakovati, da bi Helios uspel kaj več, ne glede na to, da je lani praktično Ja, ampak je imel čisto druga prvo ekipa. ABA ligo, Ja, ne, ja, prvo ABA ligo v lay-upu, ne, Ja, v je bila čisto druga ekipa letos. Ne. mislim, drug trener, Pa i predvsem trener, spremenjena pa ekipa, še- absolutno. Pa še Ampak jaz, celo leto težave Ampak s niso, poškodbami, niso, bi rekel, tako pesimistični, da ne bi verjeli, da bi se lahko ponovila situacija izpred 2 let, ko sta 2 slovenske ekipi igrali finale ABA 2 lige. misliš lansko leto? Predlan. Lani, lanska Lani je bilo. sezona. Dobro, v Domžalah. So finale. lanska Lani, sezona, lani, ja. lani, ja. Čakaj, vprašanje je bilo, niso bili No, pesimistični. predlanska sezona, lani se je zgodila. Ja. Ne, sezona je lanska, ker Lanska letošnja še sezona, traja, ne? lanska Letošnja še sezona, traja. Lanska, Čakaj, ja, kakšno je bilo vprašanje? lanska. Niso bili pesimistični, da ga malo drugače strukturirali, da bomo razumeli. Ja, situacija je zdaj taka, da sta v finalu 2 ekipi, ki se je pričakovalo, da bosta v finalu, ki imata finančno Drži. podporo drugačno Drži. od ostalih Drži. po tem tekmovanju. Ne? In hitro bi se lahko rekel, to, kar smo pa po vaših besedah lani odigrali 2 Lanski slovenske sezoni. ekipi v finalu ABA 2 lige, smo v tem trenutku daleč stran, da se ponovi. Ne, pa to je realna slika. Ja. No, Noben saj ni to me pričakoval tem. zanima. Ja. Ja. Pa tudi lani je bilo, ker je bilo 2023, ne? Tako da in lanska sezona in lani. Ne, lej, v eni in Matematika mi drugi. ne gre. Eni in drugi so bili korektno zadovoljni z zaseženim v drugi ABA ligi. In mislim, da je to tudi kar neka taka realna slika trenutnega stanja, sploh Heliosa, ker je lani ipak igral v finale, in tudi Šenčurje, ki je šel čisto korektno čez to drugo ABA ligo. Tudi v drugi ligi se mi zdi, da so te razkoraki, ne, kar se tiče budžeta enih ekip. Letos. Letos, ja, letos, Ker ja. letošnja sezona je potem posebna. Ne? Ja, absolutno. Letos, sredi sezone smo videli prestope igralcev iz prve ABA lige v Ja, drugo. Ne? Spartak je Ja, sestavil vem, ekipo ampak- sred sezone Ja. tako, ne, da je moje mnenje ne, to, da bi se ne, za sredino trenerja v prvi Špedigreja ligi lahko pripeljal, borili. ne. Ja. Jaz nekaj Ker povem za enkrat Gordič gre Ja. iz prve Ja, v lige drugo tja. Zoran Nikolič, Zoran črnogorski Nikolič, ja. reprezentant. Jaz sem pa recimo pred začetkom play-offa, ni izpadlo tako, kot sem recimo si jaz potihan želel, sem pa za Zlatibor navijal. Zakaj? Ne za Helios.
Ne, v teh 3 srpskih klubov. Ne, v teh 3 srpskih klubov, ker je bilo jasno, da Šurje bodo ne Srbi. vijo, če bo sin tam Ne, Helios je zdaj padel na drugo mesto, Dani, še ne veš. Poslušaj, Gapi Gorenc. trije srbski klubi so tudi lani bili prvi trije v KLS-u, v njihovi zunaj ustroja košarkarske zveze, prvi trije. Ne? In Vojvodina je imela isto razmerje kot Spartak, pa Zlatibor je bil prvak. Sam koš je razliken, zato šla Vojvodina se sprehodila čez kvalifikacije. Ampak hočem to reči, Zlatibor je začetka postavil ekipo in je držal do konca. In je bil tudi pri vrhu. Ja, serija, ja, drži. Ampak je bil skozi pri vrhu, brez dopolnjevanja, brez nadnaravnih za drugo ABO ligo, še mogoče za prvo, finančnih vložkov v ekipo, medtem ko Vojvodina pa Spartak pa razpolagata z denarjem. Kaj smo se pred pogovarjali za sredino ABO lige? Me prav zanima, kako bojo hoteli delati z mladimi. Ne bojo. Zdaj, ki imajo denar pa cilje. Ne bojo. Vprašanje. Ne bojo. Jaz vam povem, samo eden bo dobil od zdajšnjih obeh ekip, bo samo Barna, ki ni nikoli nič igral, on je iz KLS lige šel, bo mogoče ohranil svoj status prihodnje leto, če. Veliki kapetan, ga najbrž bo. No. Ja. Če, ne? Ostali bojo pa drugi, pa spet bojo novači. Je pa res, tako dost, rekel se mi zdi kar malo tako umetno dviganje. Ko se vam pa zdi, fantja, Jadranska liga, drugo sezono, kaj lahko pričakujemo? Bo kvaliteten preskok še navzgor, bo stagniral, bo obstajal tle, kot je? Jaz mislim, da bo še močnejša liga, zato ker pride klub iz Dubaja, kot smo že prej rekli, Partizan pa Zvezda. Sam Dubaj ne vemo, kaj bo. Lahko da bo spodnji dom. Ne verjamem, ker pač oni, če grejo, če so toliko plačali, da bojo noter, bojo sigurno sestavili toliko močno ekipo. Olimpija bo imela večji budžet, ne vemo, če bo boljša. Njihova ambicija je igrati v Euroligi, se pravi, mora dobro nastopati v Evrokupu. Točno to. Oni rabijo to ligo zaradi tega, ker ti po pravilih ne moreš igrati v teh evropskih tekmovanjih. Oni imajo 3-letno pogodbo, je tako. Dubajski klub z vodstvom. Ja, se več itak ne more. Oni tudi če slabo igrajo, podoben primer je Asvel. Asvel je bil nikakav, ne, letos, ampak ne glede. Samo oni imajo Gašper. Sam ti imaš, tle je velika razlika, ti imaš tle Arabce, ki so zelo zainteresirani. Oni niso zainteresirani. To ni Kitajska, to ni kitajski nogomet, ker so oni za par let se odločili, pa pofinancirali fuzbol, pa pol rekli, čak se malo ton kamer ne vod, pa so zaprli štacuno. To so fanti iz Bližnjega vzhoda, ki imajo več denarja kot kdorkoli drug na tem svetu, pa še premalo sem rekel. In oni, za razliko od Kitajcev, so strašno motivirani priti tja, kamor si želijo. To je pa v ta glavne pisarne evropskih veljakov. Oni hočejo biti zraven in šport je njihov, bi rekel, odskočna deska. Tako. Isto je z golfom, isto je s tenisom, isto je zdaj v tem primeru. V primeru Saudske Arabije je to mečkan drugače, ampak vem, kaj razmišljaš. Ampak ti govoriš organizacijsko. V športnem segmentu v zadnjih 20 letih je delen uspeh, samo en moment, samo katarskemu rokometu ratal, da je mal zamajal vrh. Ja, pokupili so reprezentanco, so kupili takrat. Mi se pogovarjamo, no pa da vidim, ko bo ta dubajski klub v ABA ligi drugo leto, ko bo prvi 4 tekme izgubil, pa se bomo pol pogovarjali. Ne izgubil, se ta denar, pristojbina, ko so jo plačali iz Dubaja. 1,5. Ja, se bo ta denar razdelil? 1,5 se razdeli. Ne razdeli se, 1,5 se razdeli. S tem se pa tisto, kar pa ostane, kar je do 2,5 milijona, so pa stroški. So pa stroški. Se pravi potovanja, sodniki, hoteli, avionski prevozi. V Six Star hotelu boš tam bil, igral boš v ohlejeni dvorani, vse to okej. Upajmo, da bomo uživo kaj delali drug let. Liga bo močnejša, ker bo... Liga bo močnejša, ja. Razumeš, ne? In bolj kaj konkurenčna liga boljš je. Jaz hočem, da naši klubi nastopajo v konkurenčnih ligah. Mi lahko lamentiramo na tem, da je slovenska liga leta 1995 bila precej, pa je res bila precej boljša, kot je zdaj, ne? In tudi sam produkt je bil drugačen in tudi drugi fantje so igrali prvo slovensko košarkarsko ligo, ampak zdaj je to pase. A veš, kaj ne smemo pozabiti, Dani? 4 klube smo imeli v prvi ABA ligi. Ja. 4 klube smo imeli, to 2 sezoni. Saj smo imeli tudi Krko v Euroligi. Jaz mislim, da če bi bili čisto pošteni, v tem trenutku vprašanje, če si Slovenija zasluži 2 meta.
Dajmo reči, da bo popravil napake, pa drugo leto, da bo boljši. To si srčno želim. In eni in drugi. Pa tega ne rečem škodoželjno, da se razumemo, ker res nisem škodoželjen in si želim, Vse si vsi želimo, ker tudi je za nas lažje delo potem. Slovenija v tem trenutku ne more imeti 4 ekip v Jadranski ligi in to je, mislim, da ad acta. Da bosta pa ta dva se naučila jih svojih napak in drugo leto odigrala bolje, pa mislim, da je ena taka lepa, fina, pozitivna nota, na kateri lahko končamo današnji pogovor. Pričakovan dotični nima, upa pa vsekakor. Jaz napovedujem vsaj eno zmago proti Dubaju. A je to zdaj Krka ali je Olimpija? Pa se že kaj ve, saj v zametkih igralski kader. V zametke so bolj Pešič, trener. Ne, pa on je zanikal to. Dobro, ajde, je zanikal, da vidimo, kaj bo Kari povedal na naslednji tiskovni konferenci. Pa ne Stef Kari. Ne Stef Kari, Kari Pešič. Hvala Mohi, hvala Guldi, hvala Gapi. To je bil, to je bil še en AS podcast z košarkarsko vsebino in vas že zdaj vabimo na naslednjega.